našem studiu pa zdaj gostimo ministra za obrambo Aleša Hojsa. Dobro večer, gospod minister. Danes ste govorili o veselem dnevu. Kako vesela je ta razveza za nas davkoplačevalce? Koliko slovenska država s razvezo pridobi oziroma prihrani v letošnjem proračunu? No, danes sem jaz res govoril o veselem dnevu, ampak to veselje je šlo bolj na račun tega, da smo zaključili ta pogajanja. Mnogo bolj vesel bi bil, če bi se ta pogodba redno izvajala, če bi bila v proračunu že prejšnja leta in tudi leto zagotovljena ustrezna sredstva in bi v naslednjem letu Slovenska vojska te oklepnike imela. Kar se tiče proračuna oziroma zneska, ki smo ga na ta način pod narekovaji privarčevali, seveda gre za znesek cirka 200 milijonov evrov. Pogodba je, kot veste, bila vredna 278 milijonov evrov za teh 30 vozil, ki so bile dobavljena zadnji v letu 2011, smo plačali nekaj čez 74 milijonov evrov. Se pravi 200 milijonov manj. Kaj to pomeni letos, kaj to pomeni drugo leto? No, generalno bi se pogodba morala pravzaprav zapreti že v naslednjem letu. V letu 2013 bi morali imeti v Sloveniji vseh 135 oklepnikov. Nažalost so že bivši ministrici gospe Jelušičevi proračun drastično skrčili. V zadnjih 3 letih smo izgubili na obrambnem ministrstvu več kot 300 milijonov evrov. To seveda pomeni, da bi sama realizacija te pogodbe do tega leta bila glede na razpoložljive finančne možnosti zelo otežkočena. To je bil tudi eden od tistih razlogov, da je pravzaprav pogajanje v letu 2010 ministrica začela že za neko najavo prolongiranja teh dobav tam nekje do leta 2015. Prispevku in tudi v časopisih smo danes lahko prebrali, da predstavnik podjetja Rotis, gospod Črnkovič, ni bil tako vesel. Slišali smo tudi gospoda Sepeleja iz Patrije, ki je bil zelo medu v razlogih Patrije, da je pristala na to razvezo. Lahko našim gledalcem razložite, v čem je bil interes Patrije, da se vendarle odpove temu poslu? Ja, jaz bi rekel, da so bile tukaj nekako 3 stvari. Prva stvar je bila ta, da sem ob nastopu mandata zahteval, da se pogodba izvaja, kar pomeni, da okolikor se pogodba izvaja oziroma okolikor ne pride do te sporazumne razrešitve pogodbe, v primeru nedobav Patrija plačuje penale za tista vozila, ki jih ne dobavlja. To je bil eden od razlogov. Drugi od razlogov po moji oceni je bil ta, da je, tako kot je povedala že bivša ministrica, je Patrija praktično pred 2 letoma proizvodnjo zaustavila. To pomeni dodatne stroške pri ponovnem zagonu te proizvodne linije. In tretji razlog, po moji oceni, je bil ta, da je proizvajalec oziroma dobavitelj spoznal, da je glede na zamude v dobavah oziroma glede na to, da Slovenija vseh dobav ni izvajala tako, kot bi po pogodbi morala, ocenil, da bi tehnološka vgradnja nekaterih elementov, ki jih danes več ne proizvajalo, stala toliko več, kar bi mu dodatno prineslo izgubo. Zdaj, pri takšnih orožarskih poslih vedno gre tudi za možnost protidobave, pri katerih vztraja seveda kupec. Koliko pa so naša podjetja izgubila s prekinitvijo oziroma z razrešitvijo te pogodbe na temelju protidobav? Ja, poglejte, najprej mogoče moje osebno mnenje, kar se protidobav tiče. Jaz mislim, da protidobave so pravzaprav neka fikcija. V vsakem primeru protidobava pomeni na nek način tudi dražji izdelek. Kot veste, so vse protidobave in pa vključenost slovenske industrije na tem poslu glede na realizirano pogodbo, se pravi glede na teh 74 milijonov evrov realiziranega posla, bile ustvarjene. Torej protidobave in vključenost je bila za ta del zagotovljena. Če pa pogledamo cel znesek, torej vseh teh 200 milijonov, ki ni bilo realiziranih, pa lahko tako čez palec, zdaj točnih podatkov je zdaj ne vem, ampak nekako čez palec lahko rečem, da recimo je tukaj gre za protidobav v višini skoraj 100 milijonov evrov in pa vključenosti za dodatnih 20 milijonov evrov. Se pravi približno polovico. Zdaj za okroglo 100 oklepnikov manj v slovenski vojski. To je za tako majhno silo, kot je slovenska vojska, pravzaprav zelo veliko. Se bo vojska zaradi tega morala skrčiti v prihodnosti? Ne, poglejte, tukaj treba jasno povedati, da so vsi ti cilji, ki jih nekako zavezništvo skupaj z nami, kajti mi smo le del zavezništva, torej tudi sile oziroma cilje nekako postavljamo skupaj, vsi ti cilji so seveda dosegljivi tam nekje do leta 2020. Tudi resolucija o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske je tempirana na leto 2020, kar pomeni, da vendarle imamo še 8 let časa, da te cilje, ki jih bomo skupaj z zavezniki dorekli, nekako dosežemo. Treba je to, da se ravno v tem obdobju naši strokovnjaki in pa seveda strokovnjaki NATO dogovarjamo o tem, kateri so novi cilji zavezništva. Namreč treba je povedati, da ta kriza, ki je v Sloveniji, je seveda vsesplošna kriza, tudi v drugih članicah zavezništva kriza obstaja in nekako se vsi zavedamo, da je treba te cilje redefinirati in jaz pričakujem, da bodo nekje do konca letošnjega leta te cilji redefinirani. Potem, kar vem zdaj, pa računam celo na to, da bi te cilji, ki so nekoč bili že definirani,
lahko z novo definicijo bili za Slovenijo celo nekaj blažji. Ker ste omenili naše obveznosti do zavezništva, je odpoved te pogodbe z našimi partnerji pri NATO usklajena? Ne, pa zavezništvo se ne vtikuje v posamezne pogodbe. Zavezništvo želi samo to, da dosežemo cilje. Res je, da so te cilji sedaj za nekaj let premaknjeni, kar bo treba z njimi izpogajati, ampak glede na trenutno finančno stanje oziroma razmere v Evropski skupnosti in finančno stanje v svetu posod, mislim, da bo razumevanje v zavezništvu za tako potezo bilo. Gospod minister, zdaj srednje bataljonske bojne skupine očitno v doglednem času ne bomo mogli ponuditi zavezništvu. Kaj bomo partnerjem ponudili v zameno v tem obdobju, dokler tega ne oblikujemo? Ne gre za to, da bi mi partnerju kaj ponujali v zameno. Gre za to, da bomo mi v tem obdobju, kajti vseh teh 30 vozil je vendarle zametek srednje bataljonske skupine, v tem vmesnem obdobju bomo mi poskušali oziroma postavili tako imenovano lahko bataljonsko skupino, kar pomeni 2 čete s temi vozili, kar pomeni, da bo to jasen znak zavezništvu, da imamo namen to srednjo bataljonsko skupino vzpostaviti. Pa kljub temu lahko to pomeni recimo več slovenskih vojakov na mirovnih misijah po svetu, čeprav se zdaj NATO umika tudi iz Afganistana? Ne, naša politika, kar se tiče misij v svetu, je jasna. Mi, kot veste, na Kosovo, glede na to, da je naš geostrateški interes Kosova, ostajamo s približno 300 pripadniki. Vlada je sprejela v letošnjem letu jasen sklep, da se postopoma umika iz Afganistana in ta sklep, po moji oceni, ne bo v naslednjih 2 letih nič drugačen. Gospod minister, najlepša hvala za pojasnila. Hvala tudi vam.